Dober dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli na prvem tovrstnem dogodku tukaj v tem preddverju Trškega dvorca. Mislim, da je kar prijeten prostor za tak dogodek in nosi seboj še na drugo sporočilo, da se evropski projekti različnih skladov, različnih namenov, različnih ciljev lahko tudi dopolnjujejo. Danes podpisujemo pogodbo za izvedbo enega projekta, ki je izvajan z kohezijskih sredstev in je podzemlja. No, ta projekt, ki je bil povsem z drugih virov financiran, je ta Trški dvorec oziroma to preddverje, ki je urejeno, kjer pa želimo vzpodbujati vsebino. V tem delu so bili včasih s pajčevino prepredeni dokumenti, stari dokumenti, ki so dobili boljši prostor, ta prostor pa je dobil vsebino, ki je namenjeno druženju, povezovanju, turizmu in še vsem ostalim dogodkom. Zato res dobrodošli v teh prostorih danes. Varstvo okolja na različne načine, varovanje okolja je evropski cilj, ki mu občine rade sledimo in poskušamo čim več teh tveganj okoljskih odpraviti na različne načine, z različnimi ukrepi. Hvala za uspešno pripeljan projekt do podpisa pogodbe za izvedbo vsem sodelavcem, Ministrstvu za okolje in prostor, službi vlade in vsem, ki ste veliko energije vlagali v to, da bo pri tem in prihodnjih letih ta projekt tudi izveden. To bo bistvena podpora širšim našim prizadevanjem, da bo okolje čistejše, da bomo živeli bolj trajnostno in manj obremenjevali to naše okolje. Po tej poti čistejšega okolja hodimo že kar več kot desetletje, z izgradnjo čistilne naprave in tako naprej. Veliko najzahtevnejših ciljev je doseženo, veliko jih pa še ostaja. Poleg tega projekta, za katerega danes podpisujemo pogodbo, je naš cilj tudi čistilne naprave in kanalizacijski sistemi v drugih manjših krajih, pod 2000 populacijskih enot. Na teh ravno tako gradimo, jih želimo udejaniti, vendar, gospod Srčan, se priporočamo, ko bodo taki razpisi, da se na njih tudi prijavljamo, ker nekaj je še teh potreb. In verjamem, da bomo tudi takrat uspešni. Hvala za vso energijo, ki ste jo vložili in se priporočamo tako izvajalcu, podizvajalcem, partnerjev projektu, nadzornikov, koordinatorjev in sodelavcem za energijo, ki jo boste vložili v izvajanje tega projekta, da bo zaključek projekta v skladu s pričakovano kvaliteto, količino, hitrostjo in vsem ostalimi dokumentacijskimi potrebami, ki morajo biti ravno tako urejene in da bo projekt zaključen tako, kot mora biti. Tako za podjetje Komunala, verjamem tudi za našega partnerja v projektu, glede izvedbe podjetja Rafael de Sevnica. Lahko rečem, da je pred nami en velik izziv, naloga, katero vemo, da moramo opraviti v določenem roku, tako kot je župan rekel, v določeni kvaliteti, z vsemi predpisanimi postopki, ki so predpisani, na to smo pripravljeni, zato smo se tudi kot izvajalec javili na ta razpis. Komunalna Sevnica se že vrsto let pač ukvarja z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, seveda ena izmed njih je tudi ta odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Od leta 2009-2010 naprej upravljamo s to največjo čistilno napravo, nalogo čistilno napravo Sevnica, na katero se odvaja odpadna voda iz aglomeracije Sevnica in v tej aglomeraciji smo zdaj tudi mi prisotni. In ta aglomeracija ima pač svojo velikost, svoje populacijske enote, katere naloga lokalne skupnosti je, da zagotovi ustrezno odvajanje in čiščenje na tej centralni čistilni napravi in pa seveda s priključitvijo na te kolektorje, kanalizacije, razbremenilnih bazenov, ki seveda potekajo ob sami reki Savi in so pod to zajezdno gladino, tako da
Vsa kanalizacija, ki se odvija zadaj tega, je pač potrebna obnove, ne vsa, ampak en del. Predmet tega projekta, ki pa je danes, je pa gradnja novih kanalov in novih priključitev uporabnikov oziroma prebivalcev občine v tej mestu Sevnica, ki sedaj še niso priključeni na kanalizacijo in po izvedbi tega projekta bodo priključeni. So še določeni objekti, odseki, predvsem ob določenih potokih, Sevnič na Florjanski potok, ki pač to odvajanje oziroma čiščenje tudi na čistilni napravi še ni rešeno skladno z zakonodajo in s tem projektom je predvideno, da je 114 populacijskih enot bo na novo priključenih na te kanale, na teh 7 gravitacijskih kanalov, 2 tlačna kanala, 2 črpališča in s tem bo dejansko zagotovljeno dodatno čiščenje na centralni čistilni napravi, bolj čisti potoki in dejansko en velik plus za naravo in za okolje. Tako da zdaj nastopamo s podpisom te pogodbe kot izvajalec po 30.6.2023, ki je rok za izvedbo in pridobitev vseh uporabnih dovoljenj, pa bomo vstopili v škodne upravljavca in s to kanalizacijo dejansko živeli, vzdrževali in skrbeli, da bo funkcionirala tako kot more vso to življenjsko dobo. Osebno sem vesel vsakih novih kanalov, vsakih novih pridobitev, čeprav se kanalizacija podzemno ne vidi, je pa zelo pomembna tako z vidika onesnaževanja okolja, da se to preprečuje in nenazadnje ob sami reki Savi imamo tudi kar glavne vodne vire za mesto Sevnica in jih je treba čuvati na različne načine in sigurno bo te novi kanali, ki so predvideni, bodo zgrajeni, prispevali tudi k temu, da se kakšno tveganje onesnaženja te pitne vode tudi prepreči.